Božični čas je čas, v katerem so se že od nekdaj zbirale družine. Ima precej daljšo tradicijo kot silvestrovanje. Hkrati pa se v božiču pripravlja tudi drugačne jedi. Včasih je veljalo, da se pripravi tisto, kar je takrat najboljše. Sama kulinarika je pa bila seveda zelo, zelo raznolika. No, če pogledamo mogoče samo Slovenijo, najprej moramo vedeti, da smo dejansko dežela, kjer pred prihodom Kolumbusa iz Amerike na evropska tla seveda nismo ne poznali ne koruze, krompirja in tako naprej, smo bili bolj nagnjeni starim pozabljenim žitaricam, ki so mogoče mnogo kasneje tonile v pozabo, potem pa se znova vračajo, lahko rečemo, neko moderno kulinariko s takšnim bolj tradicionalnim pridihom, kot so ješprenj, ajda in takšne zadevice. Na božični mizi naj bi bilo drobno pecivo, vsekakor pa tudi potica in božični kruh. Najbolj znana in malo tradicionalna prvo je zmeraj božični kruh, ki je pač sestavljen iz moke in različnih suhih sadij, lešnikov, orehov, mandljev. Potica je, lahko rečemo, ena bogata identiteta slovenskega naroda oziroma ozemlja samega, kjer smo tukaj, poznamo ogromno vrst potice. Seveda danes je tudi zaščitena, tako da sama potica seveda jo poznamo različne načine. Zelo pomembno pa je, da je ohranjena tista osnovna forma, v kakšni posodi, kako je narazljana. Poznamo jih kot najbolj klasične orehove, pehtrane, ocvirkova potica in tako naprej. Nekoč je bilo čez leto manj mesa na mizi, a v božiču ni smelo manjkati. Svinjina, perutnina, predvsem puran, govedina ali pa tudi divjačina. Ne nazadnje tudi sladkovodne ribe. Od prilog so prevladovali krompir na vse načine, potem štrukli, kislo zelje, kisla repa seveda. Vsekakor pa lahko tradicionalne jedi pripravimo tudi malo bolj moderno. Vsaki jedi lahko vsak gledalec oziroma vsaka gospodinja prida neki svoj, ko bi rekel, dotik, mi temu pravimo kuharji. Zdaj, ali je to kakšna juhca, dodaš kakšno začimbo, kot je, ne vem, koliko še juh je bi jaz mogoče dodal kakšen luštrek, ki je tako zelo specifičnega okusa, pa zelo popestri kakšno jed. V pečenkah na tretje se lahko igramo z marsičem, se pravi, da jo mažemo z medom, da jo posipamo na koncu, da jo napolnimo z kako, ko bi rekel, ne tako tradicionalno, ali zelenjavo ali karkoli. Ne nazadnje pa lahko tudi potico naredimo drugače. Pomeni, spremenili smo formo, kaj sicer ni čisto po neki definiciji, kot bi moralo biti, ampak zavzamemo ključne sestavine, ker smo želeli v bistvu iz ene tradicionalne potice predstaviti eno skoraj da že fine dine sladico, kot je. To pomeni v bistvu, kjer lahko to potico vključimo v neko visoko kulinariko. No. Seveda pa je pomembno tudi, kako postrežemo jedi in kako pripravimo pogrinjek. Tukaj smo pripravili na božični pogrinjek. Nekaj malega opravili, se pravi noži, žlice na desni strani, vilice na levi strani. Kozarci so v liniji, se pravi, kako jih vračamo ali dajamo tako, je odvisno od same mize, kako je miza, kako je velika. Potem pribor za sladico vedno zgoraj, imamo krožnik za maslo oziroma za kruh, podstavni krožnik, ki je vedno na mizi, sladice, ki ga potem odstranimo in potem vsi dodatni krožnik, ki se prinese na mize in se lahko postavijo, se pravi, na ta krožnik. Vedno začnemo z zunanjimi stvarmi. To pomeni, če imamo kakšno hladno predjed, vilica je na levi strani, nož na desni. In potem kasneje, ko se ta jed seveda poje, se to odloži na krožnik. Ura bi naj na krožnik ukazala vedno 24 minut, to je staro pravilo in to je tudi pravilno odlaganje pribora. K božični kulinariki spada tudi pitje primerne pijače. Pravila so pač takšna, da naprimer za kakšen sprejem se ponavadi kakšna penina, kaj kratkega, kakšen džusi oziroma voda, kaj lahkega oziroma kakršnikoli aperitivi, ki spodbudijo tek človeku. Potem pa se sledijo ponavadi vina tako, da grejo od belih proti rdečih, to je tista osnovna, potem gremo od suhih proti polsuhim, od sladkim. Po božiču bomo lahko imeli nekaj dni počitka, da se lahko pripravimo še na praznične silvestrske jedi. In ko bo konec vseh pojedin, bomo zagotovo hvaležni tudi temu, da nastopi postni čas.